Ja, obstajajo različni mikrofoni, ne? Nekateri so prav, res je treba biti tukaj. Ne? Ja, se večina teh na radijskih postajah je takole, na bliz. Meni imajo pa širši obstav vsek, ne. Ja. Če več gostov imaš, ne, pa je v redu, da ima vsak takole, kakor je to. Tako, ja. Sej, če bo kaj, karkoli vas bomo upozorili, da prijete bližje, drugače pa sej stvar je zelo fleksibilna. Tako da. Hvala vam še enkrat, ker ste si vzeli čas. Ne? Nekaj časa smo se kar mogli dogovarjati. Ja, lejte, veliko stvari je bilo, ne. Se pravi, če ne bilo te COVID krize, to je bilo pa res grozno. Mi smo imeli ogromen zadolžitev, ogromen je bilo to. Klicev je bilo, jaz sem bil dežurni od 8 do 21, kaj češ pa? Kdaj je? Tudi v nedeljo, soboto. Vsak dan. Ja. Sem zelo težko. A lahko poveste malo o tem delu vašega delovanja? Ne? Ja, lahko, ja. S čim se v bistvu zadnjih 10 let, kje imate najbolj fokusa? Ne? A to pa že posnela? Lahko, ja. Ja, tako, ne, da vem, kako naj govorim, ne, da ne bo preveč v slengu. Ja. No, kar zadeva mojo največjo preokupacijo, je to delo z invalidi. Delo z invalidi je pravzaprav se začelo pri meni že, če lahko tako rečem, že od rojstva, ker je bil oče vojaške vojne invalid iz druge svetovne vojne in seveda potem sem jaz to absolutno doživljal že kot otrok, ampak moram reči, da me ničesar ni posebej presenetilo. Oče ima težave s tem, ker je bil prestreljeno levo roko, je imel prestreljen komolc, no in ni mogel leve roke ni mogel vzdigovati in tako naprej. Tudi sušila se mu je, ne, in take stvari. No, pa gledajte, kljub temu moram reči, da sem jaz nekako tudi kasneje različne vrste invalidov in invalidnosti sprejemal popolnoma, bi rekel, ne vem, sproščeno, to je najbližji izraz. Spomnim se, da v osnovni šoli Franca Rozmana v Šentvidu smo imeli nekoga, ki je bil tudi sicer naš sosed, ki je imel Downov sindrom, nek Dušan, in smo se z njim čistko pogovarjali, kot se midva zdaj pogovarjava, z nobenih predsotkov, že takrat ne v tistih časih. No in moram reči, da pozneje pa me je pot pripeljala skozi številne druge različne zaposlitve, tudi na mesto tiskovnega predstavnika Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Še pred tem sem bil pa prvi tiskovni predstavnik na ljubljanskem magistratu od leta 90 do 92, no in potem sem pa nekako z vsem tem vedenjem in znanjem sem pa prišel do invalidov, oziroma takratni predsednik tega sveta me je povabil, če lahko pridem, ker pač sem zelo dobro poznal te zadeve, predvsem vodenje tiskovnih konferenc, pisanje izjav za javnost in tako naprej. No in pa seveda, ker je bil to človek, ki je bil izjemno gospodaren, ne, je tudi vprašal, kakšno novo dodano vrednost bi mu pa lahko prinesel, no in sem opazil, da slovenski invalidi še nikoli niso prišli, oziroma ni bilo nobene organizacije na področju samih organiziranja radijskih oddaj. No in tako sem predlagal in tudi uspelo mi je, da sem že v pol leta takoj navezal stik s takratnimi okoli 15 radijskimi lokalnimi postajami in smo pričeli z oddajami za slovenske invalide, ker so ti invalidi prvič prišli do mikrofonov, prvič nekaj povedali, prvič recimo pojasnili, katere vrste, kakšna je njihova invalidnost in kako se recimo ločijo, ne vem, distrofiki od paraplegikov, tetraplegikov in tako naprej. No, tako da ta pot tiskovnega predstavnika je bila izjemno zanimiva. No, pozneje pa seveda, ker je ta predsednik opazil, da sem precej dejaven in energičen, mi je pa dal potem še, da vodim eno od invalidskih organizacij, to je Združenje invalidov Forum Slovenije. No, moram reči, da mi je prav prosil, ker sem se kar pol leta otepal za to funkcijo. Meni funkcije nikoli niso dišale. No, ja, ampak potem sem to prevzel in seveda to društvo je bilo na začetku zelo borno. Imelo je vsega 20 članov, tako da danes ima pa 720 članov, no in moram reči, da izvajamo veliko posebnih socialnih programov. No in iz bivšega sveta sem prinesel tudi ta program ozaveščanja invalidov, ozaveščanja javnosti o invalidih in invalidnostih. No in tako se je ta zadeva potem dejansko prijela. No, ker pa sem človek nemernega duha, sem začel pred 10 leti tudi dejansko izdajati spletni časopis slovenskih invalidov, to je Sporočevalec, ki je danes tudi zelo široko zasnovan, dobivajo ga praktično vsa ministrstva, od predsednika republike navzdol, tako da tudi domnevam, da vsi slovenski invalidi, vsaj tisti, ki imajo elektronske naslove, no tisti, ki pa ne, smo pa tudi za njih poskrbeli, tisti, ki nimajo računalnikov, da jim ga pošiljamo v fizični obliki.
Tako da v času COVID-19, te krize, pa smo seveda tudi bili prvi, ki smo ustanovili posebno dežurno psihosocialno službo, ki je delovala od 8 do 21 ure. No, pa to 21 ure je samo tako bila želja. Ljudje so klicali, dobil sem tudi klic ob 4 zjutraj in tako naprej. Kriza je bila velika, ljudi je bilo strah, recimo, ne, jih je še zdaj, ampak takrat je bilo pa še posebej. Tako na kratko, ker zadeva recimo invalide in invalidsko problematiko, v kateri seveda bi lahko govorila resnično ure in ure, ampak mislim, da je to za kratko predstavitev dovolj. Super, hvala vam. Jaz sem vas kontaktiral, ker mi je v bistvu tale mala knjižica prišla nasproti v življenju. Ne? Jaz sem že nekajkrat mi je bila priporočena. Star sem sicer 30 let, ne? In se spomnim tudi pred 15 leti. Ne? In končno sem jo vzel in jo prebral in na začetku je vaš predgovor. Ne? In kot sem vam v mailu omenil, to je bil en tak tekst, ki je nekako prav neverjetno povzel moja dosedanja razmišljanja ali pa mojo filozofijo, ki sem jo sestavljal teh nekih let. Ne? In zato sem si prav želel, da bi z vami malo predebatirala o gospodu, ki je napisal to knjigo, Učbenik življenja, o Martinu Kojcu. A bi lahko mogoče začela z tem, kako ste se vi srečali s tem, ne? Pa kakšen vpliv mogoče je imela ta filozofija ali pa življenjski nazor na vas ali pa na življenje vaše? Ja, gledajte, kot prvo je to, ne, da nič ni slučajno. Ne. Carl Gustav Jung je dejal, da praktično slučajnosti ni, ne, da so vse stvari sinhronizirane in tako je verjetno tudi vaše srečanje s to knjigo. In zdaj le z menoj in tudi moje srečanje s to knjigo je bilo povsem, ni bilo naključno, kakor sva morda oba, tudi vi, mislila. No, zanimivo pa mogoče še nekaj, da ne bomo pozabili na Janeza Drnovška, nekdanjega predsednika smo skoraj da čisto pozabili, ampak moramo se spomniti tudi to, da je on omenil, da je ta knjiga dejansko mu pomagala podaljšati življenje. To je izjemno pomembno, ker on je večkrat v svojih intervjujih omenil Učbenik življenja. Jaz sem ga tudi enkrat povabil na eno svojih radijskih oddaj, pa vem, da takrat potem ni bilo časa za to. No in moram reči, da ga je knjiga prav tako inspirirala in da je tudi v tej času svoje krize, ki je bila res strahotna, rak na ledvicah, to je zelo huda oblika raka. No, ampak če pogledam nazaj na samo moje srečanje, pa moram reči, da sem se s to knjigo srečal seveda v tisti izdaji predvojni z leta 1935 v Trubarjem antikvariatu v Ljubljani. No in tam je dejansko med mnogimi knjigami, ker jaz sem pač bibliofil, meni bi mogli prepovedati vstop v antikvariat in knjigarne, tako kot igralcem na srečo v igralnice, ker jaz vedno, ko grem, prinesem nekaj seboj, in potem te stvari ne boste verjeli domov pretovorim tako, da jih pustim ležati v avtu, potem pa pod plaščem noči skrivnostno to odnesem, da ne bi kdo videl, ker mi vsi oporekajo doma, kam bomo s temi knjigami, meneč kam bomo, ko tebe več ne bo. Ja, no, ampak kar zadeva Kojca, moram reči, ko sem se srečal s to knjigo, še danes se spomnim, se je imam doma, bela je bila z nekaj malo rdeče obrobe, s trdimi platnicami. No in tisto sem pač vzel čisto tako kot mnoge te knjige, malce prelistal, potem doma, kot imam vedno tudi navado, prednjih preberem te knjige, včasih čakajo mesece in tedne. Ampak tu sem malo pogledal, sem rekel, ne vem, pa sem pustil to. No, potem pa človek se sreča z različnimi krizami v življenju, težavami, verjetno ste se tudi vi, marsikdaj, No in potem sem pa rekel, dajmo pa tole prebrati, No, potem sem to knjigo prebral, pa sem jo prebral prvič, pa drugič, pa tretjič, in tako mi je prirasla k srcu. In ker ni nič slučajno, me je leta 90 gospa Skrtova iz založbe Domus je bila takrat poklicala, pa je rekla, če poznam to knjigo. Je rekla, sej verjetno, bi rekla, vi veliko hodite po knjigarnah, pa tako, to verjetno ne poznate. Sem rekel, to pa zelo dobro poznam. No in potem je rekla, da sta bila pri njej žena pokojnega Martina Kojca in pa pastorek, no in da sta predlagala Domusu, tisti založbi, da bi to knjigo izdali in potem seveda na tem temelju mi je priporočila pač iz Domusa, da je to stvar
ponovno preberem in da naj potem napišem predgovor. No, pa vidite, to je bilo nekaj zanimivega. Ne? Jaz sem to, dal sem mi sorazmerno veliko časa, 2 meseca so mi dali časa, no, ampak ne boste verjeli, da jaz sem takrat nekako nisem dobil nobene ideje, prav nič, prav prišlo je do enega zastoja v razmišljanju, no in potem pa nenadoma za prvomajske praznike tistega leta sem pa nenadoma se usedel, seveda za pisalni stroj, računalnikov še niso bili, oziroma so bili, ampak so bili še zelo v povojih. No in tako, da sem vzel električni pisalni stroj, ki sem ga kar precej uporabljal v tistem času in sem začel pisati. In potem je kar, bi rekel, 2-3 dneh se je to kar pisalo iz mene. Ne? Tako da posebno verjamem nekaterim piscem, ki pravijo, da dejansko se prepustijo, ne? Temu in tej intuiciji in potem stvari same pridejo od sebe. No in moram reči, da res in tudi potem, ne vem, sploh ni bilo veliko potrebnih popravkov, ne? Ker jaz najprej seveda sam pustim, da stvar prespi, potem pa sam pregledam tekst, ne? Če mi je kaj všeč oziroma če je kaj tudi narobe, ne? Če je kaj kontradiktorno in moram reči zanimivo, da ni bilo nič. Ne? Včasih, vedete, si mislim, morda pa je tudi, ker ne vemo, kako je onkraj, ne? Morda pa tudi ti duše, ta bitja, ne, ki se zdaj seveda, včasih nekdo pravi, da so to plinasti vretenčarji, ne, morda pa ti vplivajo, ne, tudi na nas tukaj, ki smo v prostoru časa, času in materiji, ne, da dejansko potem se tega lotimo. Ne vem, nekateri avtori, recimo Stevenson, ne, ki je rekel tudi, da je tako pisal Otok, Zaklado, pa tudi številni drugi, ne, da kar nekaj iz njih piše, ko pišejo. Ne, in moram reči, da to kar verjamem. Ne, in se moraš prepustiti intuiciji, se odpreti. So pa včasih res, bi rekel, taki zastoji pri ustvarjalnem delu, mislim pri pisanju, ne, tako da je seveda to. Ja, kar zadeva Martina Kojca, ne, moram reči, da sta mi ta dva vdova pokojnega, ne, in tudi pastorek, sta mi kar nekaj stvari povedala. Vendar že potem, ne, ko sem jaz to stvar napisal, in mislim, da je bilo to tudi dobro. Zato, da ni bilo prav nič subjektivno, ampak je dejansko, bi rekel, objektivna analiza tega, kar sem prebral. Prebral sem še tudi druga njegova dela, ne? No, ampak moram reči, da kljub vsemu je učbenik življenja njegovo, bi rekel, temeljno delo. Temeljno zato, ker pravzaprav je tu združeno vse tisto, kar je potem tudi, ali pa morda še prej določena dela še prej pisal, ne? Nekako izražal. On je namreč, veste, on je nekako že takrat, v tistih časih, ne, se pravi v 30 letih prejšnjega stoletja, je nekako že postavil določene postulate, ki so jih potem in še razvija, recimo tudi kvantna fizika, ne, kvantna mehanika, in sicer o tem, ne, da pravzaprav materije ni. Ne, to je prav zanimivo. Ne. On je v tistem času, se mi zdi, ne samo, da je bilo revolucionarno, ampak je bilo zrelo za norišnico. Takšna izjava je bila totalno zrela za norišnico, da nekdo pravi, da praktično materije ni, ne, ker lahko vsako tipa. Ampak on je govoril o tej zgostitvi, ne, duha, ki se na ta način manifestira. No, in kvantna fizika danes isto ugotavlja. Ne. Pa tudi recimo vsi novodobni mislici, vsi novodobni prodajalci, ne, pozitivne psihologije dejansko točno gredo po teh poteh, ne, kot je šel Martin Kojc. In moram reči, da ko prebereš te stvari, ne, točno vidiš, da povsem držijo. No, jaz sem, ker se vedno zelo dobro pripravim za vsak, bi rekel, za vsako oddajo, za vsak pogovor in tako naprej. Sem šel še enkrat brati, ne, ravno tudi zaradi vas, ne, zato da ne bova tukaj govorila o temah, ki jih notri ni, ali pa bova obšla tiste, ki so. No, moram reči, da je izjemno zanimivo. Ne. Kaj se mi je zdelo zanimivo, se mi je tudi to zdelo, ne, ko praktično Martin Kojc pravi tam bolj že v drugi polovici knjige, ne, da pravzaprav človek mora delati nekje do smrti, da je stalno v tem ustvarjalnem pogonu, če ne odmre. Ne. In zanimivo je to, ne, da sem pred 4 leti imel na eni svojih radijskih oddaj Franceta Bučarja, ne, bi rekel, nekdanjega, predsednika državnega zbora, pisca ustave in tako naprej. No in potem je on ravno pripravljal to zadnjo knjigo, ki je izdal tik pred smrtjo, no in sva se pogovarjala tudi o tem, tudi pred mikrofoni. No in potem je pa posebej, sem rekel, bi pa ne, pri teh letih, ne, bil že čez 90, pa tako ustvarjalni in tako naprej. Še dan se ga spomnil, ko je rekel, ja, veš, da je človek mora delati do smrti, to je normalno, pokojitev ni normalno stanje. No,
Tako da, no in ko prebereš Kojca, ne, isto trdi, ne, da pravzaprav ni, ne, da človek mora biti dejaven do smrti, resnično, ne. Tako kot na fizičnem področju, ne, tudi recimo na področju telesa, ne, ko ugotavljamo, sploh ni dvoma, ne, če se ne gibljamo, če ne treniramo, mišice odmrejo, ne, isto tako pač dejansko z nevroni v možganih, ne, in to je plastičnost možganov je vzdrževana na ta način, ne, da dejansko stalno treniraš karkoli, ne, ali nekateri hodijo v tretjo življenjsko univerzo, pa se tam učijo tujih jezikov, ki se jih še prej niso učili, ne, ali pa podobne stvari. No, mislim, da je to pametna odločitev, ne, za vsakršno delo z možgani je pametna odločitev. Veste, veliko ljudi, ne, naredi že dokaj kmalu, ne, po diplomi, čeprav današnji čas, ne, in ta kibernetika zahtevajo stalnice popolnjevanje, ampak na nek način ljudje naredijo duhovni samomor, ne, in potem, ne, prenehajo razmišljati, nimajo več svojih idej, dejansko se pustijo indoktrinirati z leve, z desne, z katerekoli strani hočete, ne, in padajo, ne, iz enega pola v drugi pol, ne, so nekako kot košček železa med dvema magnetoma, ne, in če en magnet močnejši jih bo pritegnil, potem če drugi jih bo zopet, ne. Ravno to, ne, pa tudi Kojc, ne, sicer zelo, bi rekel, med vrsticami pa uči to, ne, da dejansko, kar tudi novodobniki zelo veliko govorijo, ne, vse je v tebi, ne, izhajati moraš iz sebe in vse je v tebi in se ne pustiti vplivati, ravno ne temu, ne, zunanjemu vplivu, kar pa veliko ljudi danes počne, nažalost, ne. Ja, sej, o tem sem tudi hotel z vami govoriti, ne, veliko razmišljam o tem, se pravi, o naši družbi, o tehnologiji, o sistemu in o mogoče bolezenskih stanjih, ki izhajajo iz tega, ne, se pravi, obstajajo podatki, da je depresija celo glavni razlog za invalidnost v svetu, ne, in zdaj, če čisto evolucijsko pogledava, a je to dobro stanje za človeški organizem, ki mu bo pomagal preživeti? Absolutno ne. Se pravi, živimo, lahko bi rekla, v nekem izven balansa, ne? Se pravi, izven nekega ravnovesja. Ne? Kako vi gledate na to trenutno stanje v družbi ali pa kam gre človek? Ne? No, zanimivo, ne, ker ravno Kojc tudi, ne, govori ravno o tem, ne, v 30 letih živimo v nekem stanju, ne, ki ni nekako normalno in tako naprej, sklicujoč se na čas romantike celo in tako nazaj, bom rekel, ne naprej. No in zanimivo, ne, tudi on ugotavlja, da družba 30 let, ne, je bila ravno tako, ne, praktično je skoraj napovedoval Rasul. Je pa res, ne, da je bilo to obdobje po letu 1929, ne, po hudi gospodarski krizi, ki je zajela praktično v svet. Slovenija je tudi zajela, ampak Slovenija je imela to nesrečo, da ni bila še dovolj industrializirana, ne, ni bilo velikih tovarn, ki bi nenadoma odpuščali na tisoče ali 10.000 delavcev, ker teh tovarn praktično skoraj ni bilo. Redke so bile in tiste, ki so bile, so praktično niso imeli tovrstnih problemov, saj ne v takim, bi rekel, obsegu, mogoče premogovniki, ker so tudi bili štrajki in tako naprej. Ni bilo toliko izvoza. Ni bilo, seveda. Zdaj, današnji čas, ja, zelo težko je potegniti neke. Ampak gledajte, zopet se bom vrnil nazaj, ne, na tisto prej. Svet je udejanjena naša miselnost, ne, če tako pogledamo, ne, če se vrnemo na Kojca, če se vrnemo na Junga, če se vrnemo na druge. In tudi Kojc na koncu svoje knjige, ko pravi, ravno ko govori o miru, ne, dejansko je pravzaprav ima več dobrih istočnic. Prva istočnica se mi zdi ta, ne se boriti proti zlu. Ne se boriti proti zlu. To je zelo zanimivo. Ne? Ker bolj, ko se mi ukvarjamo z zlom, ga narašča. Več, ko mu dajemo pozornosti, tem huje je. Glede, jaz sem imel nedavno, na nekaj mesecev nazaj, sem imel dr. Antona Stresa, nekdanjega slovenskega metropolita na oddaji, ne, in sva se pogovarjala nič o politiki, ampak sva se pogovarjala o teh temeljnih življenjskih vprašanjih. No in ker zadeva ravno zlo, ne, obstoj zla, je imel dr. Stres enako mnenje. Ne se ukvarja s tem. Več, ko mu ponamenjamo pozornosti, bolj ga nas bo obsedal. Ne? No in to sem tudi v sporočevalcu pisal o tem. No tako da dejansko ta čas, hočem reči nekaj drugega, vi ste tudi vprašali glede depresije. Ne? Seveda, ne, depresija, potrtost je razočaranje. Razočaranje pa nastane zaradi tega tudi, razumete, tudi če se ozremo na indijsko filozofijo, na budizem in tako naprej, zaradi pričakovanj. Naša pričakovanja se niso uresničila, torej sem potrt. Potrt sem, ker ni
svet tak, ker niso ljudje okoli mene taki, ker so pač takšni, kot so, ne? In to me toliko potare, da ne najdem drugega izhoda in dejansko izberem depresijo. Če malce pogledamo različne psihoterapevtske tehnike, ne, potem vidimo, da si dejansko moramo priznati, da si tako kot Kojc pravi, da si bolezen izberemo, si dejansko tudi izberemo recimo tudi različne vrste nevroz. Ne. In to je, moram reči, da je velikokrat to res. Ampak zakaj je? Velikokrat tudi ni drugega izhoda. Ne? In je nevroza praktično, depresija seveda spada med eno izmed nevroza, ne? Je edini izhod pred psihozo. Psihoza pa pomeni dejansko, da se nam nezavedno razdeje v zavest in da dejansko nismo več prištevni, ne? Da zgubljamo stik z resničnostjo. In je večkrat vse nevrotske strukture, in če pogledamo prisilnost, ne? Če pogledamo schizoidnost in če pogledamo histeričnost, ne? In tudi seveda je depresivnost ena od nevrotskih struktur po Schulz-Henkeju, potem vidimo, da je to velikokrat izhod pred če hujšim zlem. Ne? In zato jo tudi izberemo. Ne? In to dejansko si moramo kar priznati, ne, da je tako. Ko rečete izberemo, ne? A lahko tukaj rečemo nekaj glede svobodne volje? Ne? Vi ste v predgovoru izpostavili, da je nimamo, ne? Če sem prav razumel, in jaz se s tem strinjam. Že prej sem imel tako mnenje in iz mojega vidika si jo lahko tudi človek sam dokaže to, da je nima. Ne? Lahko govoriva tukaj tudi o meditacijah ali pa o kakšnem zelo opazovanju svojih vzgibov. Ne? Kaj je bilo pa Martinovo mnenje okoli tega? Pa lahko se tudi naveževa na to, kar ste rekli, da si izberemo. Ne? Verjetno ne mislite, da si svobodno izberemo. Ne, absolutno ne. To nisem mislil. Izbira, gledajte, vse te stvari, ne, ki so bi rekel manj prijetne in bolj boleče, ki bodo v prihodnosti, a ne, so stvari izbire nezavednega. Ne. Nezavedno o nas, veste, ki pokriva dejansko resnično 90%, je kot del ledene gore, ki je pod oceanom, ne, pod morjem, pod gladino, ne, je tisto, ki določa. Ne. Nezavedno ima izjemen vpliv na vse naše odločitve. Mi mislimo recimo, da se resnično odločamo sami. Nezavedno je pa seveda, po Carlu Gustavu Jungu, naše individualno. Nezavedno je povezano s kolektivnim nezavednim. Kolektivno nezavedno pa seveda ima različne vzpone in padce. Ne. Dejansko ni nič slučajnega. Ne? Tudi vse te vojne, ki so bile recimo od začetka, kar pomnimo, od začetka civilizacije, ne, pa do dan danes. Če pogledamo praktično stare Grke in vse njihovo, bi rekel, izjemno filozofijo, ne, izjemen razvoj vseh znanosti in tako naprej, ampak vendar, ne, oni so se kar bojevali in to so bile popolnoma nesmiselne vojne, kot recimo Trojanska vojna, ne, kot je bilo popolnoma brez veze, kot je že Kassandra, takrat ne, ta hči trojanska kralja, povedala, kako se bo izšlo, ampak ne. Bojaški poveljniki in vsi ti so nadaljevali s tem, ne, in kam jih je privedlo do tega, ne, do uničenja. Sami so uničevali svojo kulturo in bi rekel svoje dosežke. In ravno tako počnemo zdaj v 21. stoletju. Ne, z ekologijo, ne, se vidite sami, kam plovemo, ne, kje smo, in dejansko potem seveda pride do takih rešitev, narekovajo, kot so različni virusi, kot je COVID in tako naprej. Ne. COVID ni slučajno, jaz nisem pobornik nobene teorije zarote, ampak gledajte, narava sama nam, ne, kot ste prej omenili evolucijo, ne, narava sama se dejansko pobriga za to, ne, da stvari, da se ustavijo. Nenadoma se vse ustavi. Človek ni mogel verjeti, da bodo nekateri, ne, se velika večina, ne, ampak da bodo nekateri morali biti doma, da bodo dobili za to dohodek samo zato, da ne hodijo v službo. No, to je prav, bi rekel, to se nihče ni na začetku tega leta predstavljal, da se bo te stvari zgodile, da se bo ustavila vsa glasbena produkcija, vsa kulturna produkcija, da se bo dejansko resnično se bo svet ustavil, ne, da bo se škripalo od te zaustavitve. In seveda, ne nazadnje ta tragični vidik je pa ta, da bo toliko in toliko 100,000 ljudi mrtvih, ne, in obolelih, to je dejansko res. No pa če greva nazaj, ne, na svobodno voljo, ja, to je veliko vprašanje, ne. Ali predestinacija, se pravi, obstaja ali ne. S tem so se, da tako rečem, zabavali, ne, vsi od Lutra, ne, od Martina Lutra, ki je bil zanimivo isti ime imel, ne, kot Martin Kojca, ne.
No in s tem so se vsi, tudi Martin Luther King, ne, ki je bil dejansko pobornik ene velikih sprememb po Združenih državah, ne, ima tudi to ime. No in moram reči, da nihče ni prišel do konca temu, veste, nihče ni prišel do konca temu, ali je ali ni, ne, ker to je zdaj največje vprašanje, ki si ga vsi zastavljamo, kot recimo že dejansko od pubertete naprej, zakaj sem tukaj, kaj je smisel življenja, kje smo bili prej, kam gremo in tako naprej. Na te stvari dejansko ni odgovora. Jaz se spomnim nekega filozofa, ki je bil star 18 let in si je ta vprašanja zapisal v dnevnik, v nekam, ne vem, mislim, da je celo dal v pismo, ga zapečatil, in ko je bil star 80 let, je odprl to pismo in je preučil ogromno, napisal tudi to knjigo Modrost Zahoda, no in nisi znal odgovoriti na nobeno od teh vprašanj, ki jih je imel pri 18, ko je bil star 80 let, z vsem tem znanjem, poznavanjem vseh praktično filozofij, tudi vzhoda, pa se ni znal odgovoriti. To je zelo težko vprašanje. Včasih se mi zdi dejansko, da nam je, da so nam stvari usojene. Ne. Počasih pogledam letnice, ne, in se mi zdi, to se vsake leta, ki se začne za 2, se mi zgodijo to vrstne spremembe. In dejansko so se res dogajale. In potem recimo, to so bile kar velike spremembe, ne, v mojem življenju. Praktično, kar bi rekel, že skoraj od 5. leta, 6. leta naprej, tako naprej. Zelo zanimivo, ne. No, bi človek res pomislil, ne, da je dejansko to povezano z neko predestinacijo. Mislim, ni odgovora, ne, na to ni. Kaj pa je, recimo, kdaj ste nehali verjeti v svobodno voljo in kaj se je spremenilo takrat, če se je sploh kaj spremenilo v načinu, kako nek človek, ki ne verjame v svobodno voljo, potem živi naprej? Ja, to je zelo težko vprašanje. Ne? To je izjemno težko vprašanje, na katero jaz na nek način verjamem, ne, da so moje odločitve v življenju, veliko je bilo tudi napačnih, ne, to moram absolutno poudariti, so bile takrat plod takratne svobodne volje. Veste, jaz mislim, da je svobodna volja dejansko odvisna še od drugih dejavnikov, ne? Predvsem je tudi čas, ne? Genetika tudi je izjemno pomembna, ne? Se pravi, kar podedujemo, ne? Potem pa tudi okolje je tudi pomembno, ne? In pa seveda tisto tretje pa lastna aktivnost. Ne? Ravno lastna aktivnost se nam včasih zdi, da je tista svobodna volja, ki ko reče, lahko se odločim za to dejanje, lahko se za ono dejanje, lahko za tretje, ne vem. Ker zadeva svobodno voljo je zelo težko reči, ne? Ker recimo, ne vem, tudi Carl Gustav Jung, recimo, ki se tudi glede tega ni izjašnjeval, ampak je zelo veliko stvari v življenju prepustil tako imenovanem I Chingu, ne, če poznate I Ching. No in so nekatere odločitve njegove bile plod torej te volje I Chinga, ravno takrat, ko je prenehal s svojim poučevanjem, ko je prenehal biti profesor, ne, in dejansko enostavno odšel z univerze, ne, v Švici. In nihče si ni znal tega razlagati. No, jaz sem potem, nikjer to tudi ne piše, ampak jaz potem, ko sem pa se ukvarjal in z I Chingom in z njim, mislim s Carlom Gustavom Jungom, sem prišel do ugotovitve, no, se mogoče napačna, pa vendar, ne, je hipoteza, da je verjetno to vplivalo na, ne, da je I Ching pravzaprav vplival na to. Ker zadeva I Ching, ne, kot pomoč svobodni volji, moram tudi to reči, da sem tudi sam se večkrat oprl na to, pri velikih takih odločitev, predvsem glede zaposlitev in tako naprej. No in da so mi bile včasih, ko sem se pa kljub temu odločil potem za to stvar, stvari se niso najbolje končale. Čeprav so danes bile pomembna opeka, ne, pri tem zidu lastne osebnosti. Tako da to vprašanje, je ali ni, ali je pomagala, ali je škodovala, zelo težko reči. Človek je pravzaprav zbir različnih datotek, ne, skozi desetletja življenja, da bi potem lahko rekel, kaj sem živel sem, ne, to je, ne, zdaj kako si živel, zakaj si, tako je zelo težko reči. Ko pa se srečaš, veste, ko se srečaš v terapiji, ne, z različnimi svetovanci, z različnimi pacienti, ne, in ko vidiš, točno veš, kaj bi morali spremeniti, ne, da bi se odlepili od nevroze, ki jo imajo, predvsem tu mislim tudi na depresivno nevrozo, predvsem pa na prisilna dejanja, ne, ko točno veš, kaj bi morala ta oseba opustiti, da bi postala bolj lahkotna, bolj odprta, pa tega ne stori, ne,
te kar zasrbijo roke, mislim, da bi mu dal kakšno zaušnico, ko bi moral videti in vedeti, katera vrata mora odpreti, ne, da bo prišel v, da tako rečem, normalen svet pod narekovaji. No, ampak ljudem, ne, veste, tudi ko jim pomagaš, ne, je zanimivo, ne, da imajo nekateri, saj mislijo, da imajo toliko sekundarnih koristi od tega svojega razmišljanja, od teh svojih dejansko nevrotičnih simptomov, ne, da dejansko nočejo spremeniti, nočejo, res ne. Tudi zdaj v času COVID-a krize, ne, smo imeli veliko teh primerov, smo imeli primer neke mame, ki je pač prišla zaradi svoje hčerke, ki ima globoko psihozo, je že stara čez 40 let, pa smo ji rekli, ne pride na razgovor, da bomo videli kaj in kako. Ja, in nič ni bilo od tega, ne, nič ni bilo od tega. Kaj pa je vi lahko pomagate? Težko je reči, veste, v nekom tretjem, ne. Še v tem, ki je tu pred tabo, ne moreš, ne vem kaj reči, ker se ne seznani z njim, ne. In sem rekel, ne vem, lejte, naj pride, pa se bomo s njim pogovorili, se bomo pogovarjali, se bomo pač poskušali najti. Mogoče pa tisti, ki so do zdaj obravnavali, no in te je vse črtila, da so vsi niso naredili nič. Mogoče bomo pa našli skupaj, ne, s to žensko neko pot, ampak nažalost, ne. Sekundarne koristi obeh, morda matere in hčere, so bile prevelike. Ja, sej, Martin v svoji knjigi dosti izpostavlja sugestijo, ne? In zdaj, ko ste omenili neko pomoč drugemu, ne? Jaz sem to razumel, da je treba človeku sugerirati nekaj, ne? In da avtosugestija zelo težko deluje, ne? In to je zelo taka kompleksna stvar mentalno, ko človek bere to knjigo, saj meni se je dogajalo, ne? Ker ego želi v bistvu uporabiti avtosugestijo, ne? Ampak v bistvu ne gre zato, ker prav Martin pravi, ne? Saj tako sem jaz razumel njegovo glavno filozofijo, ne? Da vse je dobro, vse, kar se zgodi, je dobro, ne? In če človek to res verjame, potem tudi dobro zgine, ne? Ker greš izven te polarnosti dobrega pa slabega, ne? In v bistvu je to na nek način ni resnica, kar govori, ampak je neka metaforična resnica. Dobro je to verjeti, ne? Ni pa znanstvena resnica, ne? Saj tako sem jaz to. Ja, sem. Saj tako sem jaz to dojel, ne? Kako ste vi, kakšen je vaš pogled na to, ker v vašem predgovoru sem začutil malo tega, ravno tega, o čem govorim, ne? Ja, gledajte, zdaj kar zadeva, če se vrnem na prejšnji primer, pa še na tisoče drugih, ne. Bistvo je, veste, vsaka vrstna terapija ali svetovanje ta, da ne posežeš recimo v svobodno voljo tega, ampak da mu približaš mogoče rešitve A, B in C. In da mu rečeš, gledajte, če boste šli po poti A, ne, bo se verjetno zgodilo nekaj takega, recimo, da je pot A to, kar je že, ne, se pravi, obremenjeno z nevrotičnimi simptomi, s psihotičnimi epizodami in tako naprej, a ne, da je pot B nekaj, da boste popolnoma spremenili svoje življenje, da je pa pot C nekaj, recimo ena njegova tudi, ne, se ne, tu ni samo to, da bo terapevt nekaj predlagal, ampak lahko tudi skupaj, oziroma tudi sam pacient, oziroma svetovanec, ne, tudi nekaj pove o tem, ne. In zdaj, gledajte, zelo slabo bi bilo in absolutno sem proti temu, da bi sugeriral nekdo, ne, kar počne kar velik danes različnih terapevtov, ki nimajo nobene izobrazbe in se ukvarjajo z mešanjem megle in dejansko silijo te svoje, kot jim pravijo, stranke v določene odločitve, ki pa niso dobre za njih. Posledično tudi ne za njih, za te terapevte na rokovajih, ne, ker se s tem karmično obremenjujejo. Zdaj, kar zadeva, ne, to, kaj je bistvo, kljub temu, ne, jaz mislim, da je Kojc malce zaide v neko paradoksalnost. Ne. Po eni strani govori o Coueju, ne, o tem znanem francoskem utemeljitelju, ne, vsak dan bi je boljše, v vsakem pogledu boljše, kot je rekel Coué, ne. Po drugi strani, ne, pa tudi sam predlaga nekaj podobnega, ne. Tako da je zelo težko reči, ne, ampak dejstvo pa je, da dejansko vsaka sugestija mora postati avtosugestija. Ti jo moraš prebaviti in tudi, tako kot Kojc prav, ne, na temelju znanstvenih, bi rekel, spoznanj, ne, priti do tega, da to ne bo pa resnično delovalo. Ne. In če pogledamo zdaj, kar zadeva
to ukvarjanje z mislimi, ne, absolutno to drži. Lejte, jaz lahko na svojih številnih lastnih primerih, vedno, ko ljudje pravijo, pa to ni pa samo nekaj si zamisliš, pa se bo kar nekaj uresničilo, bla, 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 ne, razumete, in dejansko te ironizirajo takoj. Ampak pravim, ne, gledajte, stvar mora biti naslednja. Ti moraš absolutno verjeti, da se te stvari, moraš imeti to, kar pravi Kojec, prepričanje, če smo zdaj od tega prišla, stališča krijo prepričanja, iz prepričanja pa se ustvarjajo zadeve. Zakaj? Iz prepričanja se ustvarjajo mentalne slike, in te mentalne slike potem stremijo k uresničitvi na fizičnem nivoju. In podobno je z režiserji filmov. On ima pred seboj, ima dejansko že sliko, kako dejansko smo velikokrat pri številnih režiserjih, vse kakor sem malo bral in gledal, tudi Ingmarja Bergmana in vse te, oni so imeli že te slike, oni so že vedeli, kako bo stvar potekala dejansko. In dejansko je stvar potem potekala in dejansko se je tako uresničila. So te, bi rekel, doživetja že v teh slikah, ki so tako močne, da potem je zelo malo tega potrebno, da se te stvari uresničijo. Tina Maze, recimo, in tak primer. Ona, moram reči, verjetno, če pa ne, to se je pa kakšnega drugega novodobnega brala, točno to. Ona si je predstavljala, kako prejema te medalje, kako ji vsi čestitajo, kako je dejansko občudovana in točno to se je dogajalo. Ona je v nekaterih intervjujih se spomni, je to omenila, no in moram reči, da me je prijetno presenetila. Sicer pa mislim, da vsi to počno, vendar niti ne vedo, da to počno, Ker zadeva sugestijo, samo bi rekel, da mi nekdo reče, ne vem, zato tudi propadejo recimo različni tečaji proti kajenju, različne terapije proti uporabi drog, različne terapije proti alkoholu in tako naprej. Zato, zakaj? Ker sugestija prihaja iz strani zdravnika, lečečega zdravnika, so strani okolja tudi, so strani družine, ki temu nasprotuje, ki je stalno v strahu, v kakšnem stanju bo ta oseba prišla domov in kaj bo se počela. Ampak po drugi strani pa ni pri njem, zato pravimo, da, in tudi velikokrat se spomnim mnogih, tudi pred menoj, ko so rekli, stvar mora dozoreti, ne moraš ti vplivati še v času študija psihoterapije, ne moraš ti dejansko prizeti, če tako močna stališča, ki jih imaš, še tako, bi rekel, veliko znanje, obširno znanje, ne moraš ti na racionalni ravni prepričati nekoga, da bo nehal piti ali pa da se bo nehal drogirati. Ja. Šele ko v njem to dozori in to pomeni, v njem se je rodilo prepričanje. Prepričanje se pa rodi tako, da je eden je dobro opisal te heroinske odvisnosti nazaj 10 let, Zlatko, ne moram se spomniti koga. Poznam, jaz se ne spomnim primka. Tako, on je odlično opisal. On se znašel v Italiji, nenadoma otreznen, ker je zmanjka droge, zmanjka denarja, lačen in v bundi, ki jo je najdel v kontejnerju in je tam iz kontejnerja je imel hrano, da je preživel, da se je pol vrnil domov. In takrat je se začela preobrazba. To je to. Njegovo mišljenje je prej bilo uživanje, življenje namenjeno izključno uživanju, a z drogo, alkoholom, s čemarkoli, in to je to. In potem je to, čeprav on to ne govori, prav točno, ampak ko knjigo preberete, pridete prav do istega zaključka, Dajmo še malo, pa ne vem, koliko ti je obljubljal terapeutom, da bo nehal in tako staršem tudi, pa da ne bo več kradel, da ne bo več doma jemal, pa dejansko že čez 2-3 dni je to počel. Ko pa pride prepričanje v tebi, ko se to zgodi, ta premik, potem je pa dejansko vse dosegljivo, vsaka sprememba, hočem reči. Tako da tle je imel Kojec prav v tem, da dejansko stališča tvorijo prepričanje, s prepričanjem pa lahko dejansko dosežeš vse. Resnično skoraj da vse. Vse je dosegljivo. Ja, sej tukaj imam jaz recimo osebno malo težave, ko sem bral, pa ko Kojec začne ravno s tem, vse je dosegljivo, vse želje so dosegljive, potem pove primere, ki so se dogajali, ko jih je on opazoval. Ravno tukaj imam težavo, ker če gremo na drugi del knjige, ko pa gre precej bolj v taoistično ali pa budistično sfero, se pravi, želja se je treba odreči, prav zares odreči,
In takrat se zgodijo. Takrat se spomnijo. In mi je zelo zanimiva ta prva strategija njegova, ki apelira nekako, tako sem jaz videl, na ego človeški. To je tudi ta zelo znana knjiga, ki je bila popularna po celem svetu, Skrivnost. Tako, zakon privlačnosti. Tako. Ja, zakon privlačnosti. To je apeliranje izključno na ta osnovni človeški ego, lahko dobim vse, kar si zaželim, ali vse, kar si želim. In tukaj sem zmeden, zakaj? Ker treba je ploščo, saj jaz tako verjamem, je treba obrniti enkrat. Ne rabim tega avta, ki ga jaz manifestiram. Ali pa vse, kar si jaz želim, moram spustiti. Mogoče pol pride. Ali pa ne pride. Sej v bistvu je vseeno, potem kasneje. In mi je zelo zanimivo, zakaj je obral to strategijo, ali pa kje je vrednost takega načina sugeriranja nekomu. Se pravi, lahko se rešiš depresije, samo verjeti moraš, da se boš rešil depresije. In se pravi, potem si jaz v bistvu nekako na silo želim verjeti, zato ker želim ven iz tega. In tukaj je kontra temu drugemu delu. Ja, te stvari recimo so zelo, bi rekel, on tudi nekoga ugotavlja, mislim, tle treba se še povezati to s tako imenovano prasilo, ki on zelo spoštuje, ki bi lahko rekel ki ali či, prana, recimo ta energija. Tako. In te stvari so zelo pomenljive. Dejansko je tako, ker jaz mislim celo to, da v teh, bi rekel, vidikih taktik, če lahko tako po domače rečem, je več taktik. Jaz mislim, da so prav različni človekovi značaji, različne osebnosti, praktično smo vsak unikat, smo tudi nagnjeni k temu, da imamo ne nagnjeni, ampak imamo tudi samo dostop do določenih strategij in taktik in to je povsem, se mi zdi, pravilno. Še kakršnakoli širjenje zavesti, preko različnih, pa tudi šamanskih operacij in določenih drog in tako naprej, jaz mislim, da je to katastrofa za psiho. Isto je recimo rebirthing, ali pa te podobne tehnike regresa, ko se ne bi vračali nazaj v pretekle življenja, razumete. Jaz sem imel kar nekaj teh strank, nekaj pacientov, nekaj svetovancev, ki so celo z navadno jogo, ne boste verjeli. Z navadno jogo, zato ker je tudi Carl Gustav Jung že v 40 letih, ko še to ni bilo v takšnem razmahu, govoril, da se različne tehnike z vzhoda ne bodo mogle prenašati na zahod. To pa zato, ker je psiha zahodnjaka popolnoma drugačna. Ker smo ekstrovertni, nasplošno ekstrovertirani, dočim so pa vzhodnjaki introvertirani, introvertni, ker je hotel povedati tudi to, da dejansko vzhodnjaku in pa vsakemu introvertnemu gre za poglabljanje, mu ne gre za širitev in tle smo že pri željah. Ne gremo za to, da bi imel 5 stanovanj, da bi imel 5 hiš, recimo, pa ne vem koliko na morju in tako naprej, ampak mu gre dejansko za uživanje v dnevu, v tem dnevu in tako naprej. V uživanju gledanja neke rastline, neke rože, kar odlično popisujeta Suzuki in Fromm v svoji knjigi Zen in psihoanaliza. Tam je odličen ta prikaz, zahodnjak, tudi zahodnjaški pesnik, ne vem, kateri je tisti omenjen, angleški, mislim, da 18. stoletja, pravi, joj, tam vidim neko rožico in že hitim, da jo trgam in tako naprej. Ne, Suzuki pa pravi ne, občudujem nekim drugem, pa pravi občudujem jo sredi te njene narave. In to je ta, veste, temeljna razlika. Tu je treba razumeti to, kar je zelo težko razumeti. Sicer. Kaj pa, če bi Suzuki imel vzgib, da utrga rožo, a bi se on vzgiba na silo zadržal? Ja, to je vprašanje. Jaz zelo težko si predstavljam, da bi sploh imel ta vzgib, zelo težko si predstavljam, zato ker, veste, človek je v celoti, osebnost, ki je, bi rekel, nezadržno celovita. Tako da jaz mislim, da bi to zanj bila taka katastrofa. To bi bil, veste, če grem na drugo polje, recimo, to bi bil prestopek zoper tabu. Tako močno so te stvari indoktrinirane, da moraš naravo spoštovati, kakor kaže tudi negovanje japonskih vrtov in tako naprej. To je v take finese, v take subtilnosti, da jaz mislim, da to sploh ne bi mogel. To je tako približno, ne vem, kot bi mi prišli na pojedno, pa tam zbruhali na krožnik na mesto, če bi nam bilo slabo šli v WC. Mislim, tako, si ne predstavljam, sploh si ne predstavljam tega. Te zenovske zgodbe so zelo kočljive, ker v eni
ni pravega odgovora, to želim povedati v bistvu, da v enem momentu zenovski menihi, ko ne vem, samostan gori, bežijo ven in se derejo, ne, in je vsem ni jasno, niste vi menihi, niste vi mirni, pa se bojite smrti, ne, ampak ravno tukaj je lekcija, ne, da oni niso navezani niti na nenavezanost, ne, oziroma niso navezani na to, da so navezani, ne. Se pravi, tukaj gremo lahko paradoks pa v neskončnost. Ne? In zato sem vprašal, če bi Suzuki imel potem, da nimamo svobodne volje, ne? In ne bi po svoji krivdi imel izgib, da utrga rožo, ne? Bi jo mogoče utrgal in je vse ok. Ne? Ja, to so ta vprašanja glede te volje. Je pa zanimivo, prej, ker ste omenili te zenovske menihe, ne? Res je pa bilo tudi primer v Tokiju, ko so vsi zbežali z restauracije in 3 zenovski menihi so ostali lepo mirni za mizo, mislim tisto njihovo, ni ravno miza, ne? Ampak tole na tleh, ki so jedli, ne? In so nam naprej jedli lepo mirno. Ne? To je pa spet drug vidik tega. Se pa strinjam recimo, da tudi v budizmu, ne? Tudi v budizmu imamo ogromno nasilja, ne? Ogromno nasilja, ki ga ravno hočejo posvetiti ravno s to, bi rekel, češ, na se smislu. Isto je bilo v krščanstvu. Mi smo pripadniki pač tega in tega, ne, in lahko počnemo, kar hočemo. Vse to, recimo, odličen primer so križarske vojne, ne, ki so bile popolnoma, bi rekel, brez pomena in potrebe, ne, in ne vem, te stvari so pač. A veste, ravno ko smo pri teh križarskih vojnah in temu, a veste, tle so oni zamenjali neki, ne, oni so pač šli osvobajati svete kraje, ne. Mene že materialno tisto, ne, kar osvobaja, ne, zdaj se besedo osvobaja, glagol vračam nazaj na to, ne, nič ne osvobaja materialno, ne, in dejansko te stvari so dokaj, bi rekel, hitro razčišljive ali pa ne, recimo, da aktualni papež je izjemno človek izjemnega nenavezovanja na materialne dobrine. Njegovi predhodniki so bili in seveda tudi pod njimi ta tako je visoka duhovščina izjemno navezani. Samo pogledajte, koliko je v Rimu bogatih, recimo kardinalov, ki ima neskončno velika stanovanja z ne vem čemu se ne. Kar je absolutno v popolni opreki za duhom nove zaveze. Ne. Tako da tu pa moram reči, da je potrebna določena verjetno samodisciplina tudi ne, v tem poziru. In predvsem pa jaz mislim, da je treba, če že ne, je treba živeti po evangeliju. Evangelij pomeni veselo oznanilo. In če veselo oznanilo tako, torej se nimaš kaj bati, ne smrti, ne pomanjkanja, nič. Ne, oziroma smrt je samo lahkoten prehod v tisto, kar si pravzaprav želel. Kako pa gledate vi na smrt osebno? Se bojite? Ne, moram reči, da ne vem, ne bom rekel tako, kot se je Frančišek Asiški, ne, da je to moja sestra, ne, smrt, ampak na nek način, a veste, nima nobene, bi rekel, nobenega strahu pred tem, ne. Mogoče bi se bal edino dolgotrajnega umiranja, nekih strašnih bolečin in tako naprej, dejansko telesnega in duševnega propadanja, ne, to ja. Ampak pa takole, zdaj ne vem, gledam pa prav dejansko tako, da je to prehod, ne. Prehod, ki je nujen, ne, ker smo se rodili, je bilo nujno, da smo tukaj, ja, ne. In bo zdaj tudi nujno, da bomo odšli in tu ni, lejte, nikogar, niti mi na zemlji ostal, niti Jezus, ne, je moral voditi Budajevča, vsi so odšli, ne, dejansko nišče ni ostal na zemlji in zemlja je, veste, na nek način, ki verjetno bi v nadaljevanju lahko je o tem rekla, biti tu, ne, je neka prehodnost, ne, neka prehodnost, ki dejansko, tako kot je rekel tale naš pisatelj, ne, zemlja ni tvoja domovina, ampak samo ladja. Ladja, s katero nekam pluješ. Ladja, na kateri pač, kot prav svet Pavel apostol, njih dela gredo z njimi. Ne. Dejansko samo tvoja dela gredo, ampak ne materialna, mislim, slike ali pa ne vem kaj, fotografije, ali kar si že bodi, ne, ampak samo dela, ki si jih počel z vidika etike in morale. Ne. Tista gredo s teboj. In nažalost tudi tista slaba, ne, ki pa jih nisi počel z vidika etike in morale. Ne. In tako jaz gledam na smrt. Ne. In dejansko imel sem intervjuje, ne, z ljudmi, ki so bili že klinično mrtvi, oziroma z nekom, ki sploh ne bi mislil, bivši predsednik Zveze društva slepih in slabovidnih, Hubert Vertnik, ki bi enkrat gost moje oddaje že pokojni. No in jaz sem se pogovarjal takrat ravno o teh intervjujih s klinično mrtvimi, ki so že doživeli in tako naprej. To smo se v avtu pogovarjali, ko smo še na eno izmed oddaj, ne nek radio tam na Štajerskem. In on je bil izjemno, bil je popolnoma slep, že mislim, da od 3. 4. leta in potem, hotel reči, zelo
bi rekel, ni imel kakšnega posebnega, se mi zdi, kakšnega idealističnega pogleda na svet, ne, in mi je rekel, tako mimo grede rekel, to se pa meni že 3-krat zgodilo. Sem rekel, tako to bilo pa zanimivo, sem rekel, ker pa nas zelo malo poznamo teh primerov. In je opisal točno to, ne. Se pravi, slep, ne, predor, neko, bi rekel, bitje, ki ni bilo bitje, neko belo svetlobo, ki je bila dobra, že ta občutek, da je svetloba lahko dobra, slaba, ne? Že to je, bi rekel, izvensenzorno. In to, in pa seveda potem skozi tunel vendar do mejnika, ne? Naprej pa tam na Moršno, in to mi človek to opisal. In kje je to doživel? On je bil na dializi večkrat, ne? In na dializi enkrat ali dvakrat zmanjkalo toka, in potem seveda se ti aparati ustavijo in dejansko je človek med nebom in zemljo. No in tako mi je on to pripovedal. Nisem verjel, no. Potem pa še 2 primera sem imel, ki sta tudi govorila podobno. Se pravi, da to nas čaka, ne? Čaka nas predor, čaka nas izhod, zdaj, če ne bo zidu na konc, pomeni, da bo pista odprta in da bomo lahko šli z visoko hitrostjo, novim doživetjem naproti. Jaz mislim, moram reči tako, da nekaj je, ne? Mi si preveč predstavljamo, karkoli že tam je, ne? Z vidika časa, prostora in materije. In zato nimamo, bi rekel, sploh predstave o tem. To sem jaz že kar tukaj, bi rekel, na koncu pubertete imel ta občutek, občutek seveda samo, ne, da je onostranskost, ne, da je v bistvu neopisljiva. Ni mogoče opisati. Se tudi svet Pavel apostol pravi, da tam, da ni mogoče opisati, ne, kaj se bo tam zgodilo, oziroma kaj vse čaka tiste, ne, ki so dobri. Ne. Tako da dejansko to verjamem. Ne. Pa ne samo to, ne, jaz tudi verjamem v to, da ta Bog je Bog nove zaveze, se pravi, ni Bog stare zaveze. Jaz veliko krat delam to distinkcijo med obema, ne, ker dejansko, če pogledate, če berete staro zavezo, to je opis številnih genocidov, številnih namernih po ukazu Jahveja, strašno bolj človeški je, ne? Ja, popolnoma. Maščevalen tudi, skrbi ga, koliko bodo žrtvovali njemu včasih in tako naprej. No, dočim Bog nove zaveze, ne, je pa kot da bi bila 2 boga, ne. Na to so opozarjali gnostiki, ne. Gnostiki so upozarjali na to, ne, da dejansko to ne bo nekaj držalo, ne. Ta povezava med Bogom nove zaveze in Bogom stare zaveze in da dejansko je Bog stare zaveze dejansko demiurg ali stvaritelj, kreator, ne tega sveta, ki pa ta svet pa seveda ni od dobrega Boga. Glejte, je veliko tudi pasusov v novi zavezi, ne, ki so čist, bi rekel, ki so dejansko še vedno v novi zavezi, niso apokrifni spisi, ne, ki so bili potem, ki so tudi nekateri gnostični, kot je recimo Evangelij po Tomažu in tako naprej, ne, ampak čisto novodobni, ne, mislim čisto novozavezni, ne, tisti, ki so prišli v novo zavezo. Ker Jezus tudi prav, ko so prišli ponga, ne, gospodar tega sveta prihaja, ne, se pravi, gre za 2 gospodarja, gospodar tega sveta in tudi dejansko stvari, da dejansko ta svet, ne, je svet trpljenja, groze in tako naprej. In da bo tudi govor na gori zelo lepo pove, kaj čaka določene, mislim, nedoločene, vse nas ljudi, ne, tako naprej, ne. In te blagre, ne, ki so jih upoštevali tudi drugi, recimo, te blagre so upoštevali tudi muslimani, upoštevali budisti, hindujci in tako naprej, so dejansko tisto, kar je, kako ne rečem, za pričakovati. Ja. Čas tako hitro teče, ne, da recimo mimo grede bodo desetletja in se bomo soočali z tem odhodom, ali pa morda ne, pride tako, kot smo se rodili, ne, in nimamo nobenega posebnega spomina. No. Nekateri pravijo, da imajo, ne vem, jaz malo dvoma na to, ampak recimo, jaz ga nimam. Nekaj ste omenili te šamanske prakse oziroma rastline oziroma operacije, ja, in da ste proti temu, ne? Ne, da sem proti, ampak gledajte, gre za to, da se ego je težava, ne? Ego je veliko vprašanje, ego je nasilj k določenim dejanjem, mislim, da tle pa je ego, če je kdo povzročitelj, bi rekel, kakšne bolje, potem je to ego, kar ste tudi sami rekli na začetku te vdaje, je ego sigurno tisti, ne? In ego nasilje v določena dejanja in ego seveda ustreza marsikaj, ne? Ustreza mu tudi to, da bi šel nazaj v pretekla življenja, da bi si ogledal, ne vem, karkoli še iz časa svojega rojstva ali pa prednatalnem času, ne?
In ker je tudi zelo navarno, da bi se ogledal nezavedno, da bi se ogledal kolektivno nezavedno. In šamani, lejte, oni pač občujejo, oni imajo svoje, bi rekel, te stike z nezavednim, to ni nobena skrivnost. Oni na osnovi to isto delajo droge nekatere. Ne? Oni na temelju teh drog ali na temelju pač teh ritualov, ki so, ne, jim uspe, da se dejansko premaknejo v ta svet nezavednega, ne, in da potem v tem, pa tudi recimo, če pogledamo, ne samo, mislim tudi sam recimo kakšne sibirske šamane ali pa recimo južnoameriške, ampak isto imamo z vrači, ne, v Afriki je podobna zadeva, ne, in oni dejansko lahko tudi s to močjo in ker ljudje zelo verjamejo, napovejo, ne vem, smrt nekoga in ta potem tudi dejansko umre, ne, resnično umre, ne, ker je dejansko ta sugestija tako močna, da mu ni para, ne. Kar je pa seveda zelo slabo. Ampak gledajte, na vse zadnje imamo pa tudi drug primer, ne? Imamo pa tudi iz krščanstva. Ne? Jaz izjemno rad berem vse, kar je povedal Pater Pi, ne? Pater Pi iz Pietrelcine, ne? On je izjemno dobro povedal, da je nekaterim ljudem, da bodo kmalu umrli. Zdaj, koliko je to bilo dobro, ampak resnično so res umrli. Ne? Se pravi, da on je imel izjemen tudi stik z nezavednim, on se je izjemno tudi znal je povedati tem ženskam, ki so čakale na svoje može, infante, brate, tudi sinove iz Prve svetovne vojne, kdo je še živ in kdo ni. Tudi potem, recimo, ko je bilo ta vojna Italije v Etiopiji, ne, je tudi znal povedati, kdo bo prišel nazaj in kdo ne. Ne. On je bil izjemno, seveda je bilo to tudi breme, ne. On je dejansko doživljal ta svet na nek način, preveč je vedel, ne? On je znal, on je imel tudi recimo to sposobnost, da je recimo po noči, recimo, ni zapustil svojega samostana, pa vendar so ga videli na različnih koncih sveta. To teleportiranje je bilo dejansko, ne, ljudje so ga videli in ko so potem prišli tja k njemu v samostan in so rekli, no, pater, a ste vi bili recimo lani takrat ne, tam pa tam se je samo nasmehnil. Hočem vam reči nekaj, ne, nekaj je danost, ne, ki jo imajo določeni šamani in verjamem, da jo imajo, ne. Drugo je seveda vpliv teh sredstev, katero uporabljajo in verjetno samo s temi sredstvi pridejo do teh določenih rezultatov. Tretje pa seveda je pa čista, bi rekel, naravna medicina, kar zadeva zdravilne rastline, da imajo izjemne učinkovine nekatere. Mi še danes recimo ne poznamo, po moje poznamo 2% vseh zdravilnih rastlin, ker ne vemo, nažalost nam zažigajo okolje Amazonke, ne, in ne bomo nikoli mogoče niti prišli do teh rastlin, ker bojo prej uničene, ker bojo izumrte. Ne. Ampak gledajte, vseeno mislim, da je to. Ne vem, gledajte, ne da jih jaz karkoli preziram, ampak gledajte, to sem hotel reči. Nekateri ljudje nimamo tako močnega funkcionalnega jaza. To je ta ego, ampak v pozitivnem smislu, ki brani nezavednemu, da bi se razvila v zavest. In psihoza je, leta, čisto kratka definicija psihoze je, da se nezavedno razvija v zavest. Zakaj? Ker je ego prešibak. Kdaj se to dogaja? V času hude opitosti, ne, ko pravijo ljudje, se mi je film utrgal, ne, ko ne vejo, kaj se dogaja z njimi, in v času droge, učinka droge. A mislite, da je lahko, omenili ste zdravilne rastline, ne? A mislite, da je lahko morda možno zdraviti psiho z kakšnimi rastlinami? Ne? Seveda, jaz mislim, da določene stvari da. Ne? Pa so to lahko mogoče spremenjena stanja zavesti, ne? O tem sva govorila, ne? Zdaj znanja teh šamanov ali pa lahko rečeva, to so tisočletja, ne? Sigurno obstajajo, ki jih mi ne moramo, mi jih ne poznamo, ne? Pa tudi znanja za zdravljenje tega, ne? Obstaja, ne? Ker jaz se absolutno strinjam, da človeški ego nas pelje v določene stvari, ne? Ampak na isti način tudi gledam mogoče meditacijo, ne? Ker človek, ki se usede meditirati, ne? Se tudi usede zaradi ega, ne? Želi neko izkušnjo, želi nekam prideti, ne? Ampak tam med meditacijo je pa se temu treba odreči. Ne? Tako, ja. In enako jaz gledam na mogoče kakšne rastline ali pa tehnologije za spreminjanje zavesti. Ne? Tam, mislim, razlahlja ego, kot ste sami rekli, ne? Ampak mogoče je lahko kdaj to zdravilno. Ne? Ampak je pa
Ja, kompleksna stvar. Problem je, veste, kaj je problem? Ne? Problem vseh teh, pri tistih, ki je še ego, vse toliko bi rekel zdrav, ne? Da ga ponovno vzpostavijo, je potem to, da se podzavest lepo tako kot voda, ne? Če imate vi dovolj močen lijak, dovolj močen sifon, bo poniknila, ne? In je spet lepo počasi se posuši. Podzavest je šla dol, to je najboljša prispodoba. Ampak imamo pa primere, ko je pa ego tako šibak, da je odpihnen, da vi sploh nimate več tal, ampak da dejansko padete noter in to je psihoza. Zdaj pa te psihoze smo pa naleteli recimo ravno pri teh tehnikah, ne, ki so bile tudi recimo pri navadni jogi, kot sem prej omenil, sem dva primera recimo in tudi pri drugih tehnikah, recimo, ko jih je Slavinski, ne, ta iz Beograda ugotavljal, ki je imel zelo dobro knjigo Ključevi psihičke magije, ki sem jo prvo prebral iz tega področja, ko sem bil star 16-17 let. No in Slavinski je imel trening prosvetljenja in to je tudi po Sloveniji delal. In je šel nekimi tehnikami, ko ljudje niso smeli spati 48 ur, ko sta dva človeka gledala eno drugega, samo v čisto se mogla gledati in sta potem znorela, jasno. In teh ljudi potem, Slavinski je šel nazaj v Beograd, te ljudje so pa tukaj ostali in so končali v Idriji, v Begunjah in Ljubljani v Polju. Točno tako je bilo. Ne? Ker veste, to je zdaj ta problem, ne? Ker mi, če ne bi imeli te strukture, jaz se strinjam, da je ta ego, tisti napačni ego, kot mu pravimo, da lahko potem dejansko se razvije v strašno stvar, ne? Da ljudje so pohlepni, da so požrtni, da so ne vem kakršnikoli, ne? Ampak po drugi strani pa ti zdrav ego, funkcionalni jaz pravim, pa skrbi za to, da je ravnotežje med nezavednim in zavednim. Ne? Zdaj, kar zadeva zdravila, seveda, kar zadeva vsa zdravila, ne, dejansko delujejo na tem, ne, da vplivajo pravzaprav na nevrone. Ne? Vsa, da bi rekel, vsa protibolečinska zdravila na to vplivajo. Ne? In seveda lahko bi tudi vplivala in že vplivajo, droge so že tak, ne? Ljudje mislijo, da bo ne vem meskaline, ne vem kaj, da jih bo pripeljal ne vem kakšno širitev, ne, ki jih seveda pripelje potem pa več nazaj ne morejo in ne znajo, ne, in to je tisto. In potem pa je zloraba, ne. Ljudje se v Aziji so z opijem že stoletja imeli težave, ne. No, to je totalno drugo. Ampak opije, ja, seveda, ampak dejansko nekateri ne, nekateri pa da, ne. To je pa zdaj tisti problem, ne. Problem, zakaj si zasvojen? Zasvojenosti so pa zdaj spet drugo področje, katerega se danes na vas spuščala, je pa tudi seveda zasvojenost nad korjem, zasvojena s kavo, zasvojena s tobakom, zasvojena z alkoholom, z drogo, no, ni da skoraj področja, da ne bi bil človek zasvojen, ne? Ampak nekatere zasvojenosti so resnično nevarne. Ne? Ja. Tako da, šamane, jaz recimo tudi zelo rad berem. Mircea Eliade je bil prvi tisk, ko sem prebral njegovo knjigo o šamanizmu, no in moram reči, da je bila zelo zanimiva in sem dobil prvič na tako pogled v to, kar zadeva šamanizem. Ne. In moram reči, da čisto jaz jih popolnoma spoštujem in jih cenim in mislim, da imajo tudi ogromno uspeha pri ljudeh. Ne. Je pa res nekaj, ne, to, kar sva že začeli na začetku, da je človek mora v to verjeti. Da če ste vi popoln skeptik, ne, se pravi, da ne dopustite, da pride na temelju na nek način tudi njegove sugestije do avtosugestije pri vas, a ne, potem ta stvar ne bo pila vode, ne bo nič od tega, verjetno, ne, ni tega te moči, ne. Če je to v skupini, je bolj verjetno, ne, ker skupina ima moč, ne, zato se pa vse uspešne terapije izvajajo na temelju skupinske psihodinamike v skupinah. Skupina zdravljenih alkoholikov, skupina nekdanjih narkomanov, skupina tudi kadilcev, ki bi radi nekaj kaditi in tako naprej. Zakaj? Skupina z vsemi svojimi člani pritiska na vsakogar. Ne? In potem, ker si tam pod bi rekel, bremenom, pač ker si pod pritiskom skupine, ne, dejansko veliko sprememb narediš, ki jih sicer ne bi. Ne. Ja, res je. In moram reči, da sam sem v didaktičnih skupinah v času študija, ne, in moram reči, da je bilo perfektno, da sem se odlično počutil. Ampak je bilo pa zanimivo nekaj drugega, ne, da so bili nekateri že etablirani psihiatri, ne, ki si jim je sam še ta izpit manjkal iz psihoterapije, se pa sploh niso udeleževali tega. Ne. Zakaj ne? Zato, ker je tudi strah. Ne? Tudi pri njih, ki so dejansko, bi rekel, etablirani, ki so imeli, bi rekel, močna leta izkušenj, so se pa vsem tega nekoliko bali. Ne? To je podoben primer, ker sem jaz enega odličnega dentista, zobozdravnika, ki se je najbolj bal zobozdravnika. Res, sam je priznal, ja, tako pač je. Jaz bi rad bil spoštljiv do vašega časa, 10-60 je. Že tako ste bili radodarni z njim, tako da res bi se vam rad zahvalil za tole. Pa mogoče kdaj ponoviva, pa lahko
ker tukaj tematik imam še velika, ne? Ja, pa lahko bi šla v različne jaz tudi, ker jaz smeri. Sem ogromen teh področji. Ja. No, moram pa reči, da že veliko pred kojcem, če z njim zaključiva, sem imel tudi želje po širitvi, ne? Po stalni ekspanziji, ker je znak, bi rekel, tudi neke ekstrovertiranosti, ne? Ampak dejansko je. Tako da, pa ste imeli kakšne izkušnje z, bom kar direktno vprašal, s psihedeliki? Ne, nobene. Ni bila tako močna ta želja po ekspanziji. Nobene želje ni bilo, nobene niti je nimam, ne, moram odkriti pred. Ker lahko, veste, v neke ekstatična stanja se lahko tudi sam pripelješ na temelju tega, da ne uživaš tega. Ker ravno to, ne, receptorji v možganu, mi že imamo to vse. Mi imamo meskalin vse, mi imamo THC vse, mi imamo vse te droge vse. Ne. Če ne jih ne bi, ne prepoznali naši možgani, ko prihajajo v telo na tak ali drugačen način. Ne. Dejansko imamo vse to. Ne. Radostna doživetja so pa kot pa v Nemci Gipfel, Erlebnisse, to se pravi te piki, to pa dejansko marsikje pa marsikdaj, ko se ti ne zdi, recimo v nekaj zaradoščena stanja, ko slišiš neko glasbo, recimo, ki te popelje nazaj v nek čas, ko si doživljal nekaj in spet doživljaš isto, in dejansko ti hormoni možganski, te znajo te peptidi, spet nazaj pripeljati. Ravno zgodilo se mi je v nedeljo, ko sem se vozil nazaj, ko sem dal eno našo, je šla v nek tabor, biološki gor nad Rauberkamando, in pa sem se nazaj po stari cesti pelil nad planino, mislim nad tem planinskim poljem in tako naprej, in sem si dal neko glasbo, neke te šansone, neke popevke tam iz 70-ih let in vam povem, da sem se fantastično počutil. Res, kot bi bil v tistem času, pa še stara cesta, tako da iz tistega časa. Tako da, hočem reči, ni nobene potrebe, tako da karkoli bi človek potreboval za to, da se umetno oziroma s temi psihedelike, kakršnekoli že so popelje v ta svet, je brez potrebe, kaj ti posledice, posledice so katastrofalne. Od prometnih nesreč do samopoškodb in seveda ne nazadnje tudi do samomorov, pa mogoče to je tudi zelo zanimiva in široka tema, govorila kdaj drugič. Ja, sej pri vsaki stvari so prednosti in slabosti, oziroma je treba se vprašati, ali je vredno neko tveganje. Tudi po cesti se vozimo z avtom iz Ljubljane do Maribora, ne gremo peš, ampak sprejemamo neko tveganje. To je res. Ampak to ni prava prispodoba, bi jaz rekel, za psihedelike, ker dostakrat se pol to sliši kot neka bližnica spiritualna. Jaz rajši uporabljam prispodobo nekega daljnogleda, lahko samo pogledaš v eno smer, še vedno je pa treba iti po tej poti peš. In lahko mogoče vidiš, da ni prava smer, kamor hodiš. In te stvari, saj iz mojih izkušenj, pa izkušnje mnogih drugih, je, da ti dajo ta vpogled oziroma drugačno perspektivo, ki jaz mislim, da je zelo težko možna, oziroma 20-30 let meditacije mogoče. Ampak ja, to je mogoče lahko tema za drugič. Ja, to je tema za drugič. Sicer pa bi sam tole končal. Ravno to, kar ste omenili, je to glede resničnosti. Glede, resničnosti ne moremo spreminjati. Spremenimo pa lahko svoje stališče. Tako, to je tako. S tem bi lahko končala. Ja. Hvala vam še enkrat za vaš čas. Malenkost. Ja, jaz bi samo še povedal, da bom podaril to knjigo nekomu od poslušalcev. Ja, super. Tako da, tako kot ponavadi tisti spodaj lahko napišejo pod YouTube video, pa bom enega zbral, pa mu poslal na domno. To sem še pozabil povedati.